Punce, bejbe! Karmen! Ja, mi smo se tako zagovorili, da smo kar mimo šli. Jaz bi šla tle noter. Veš, kaj mi že sobo opremljamo? A ja, ne, lej, zdaj smo na fashion. Ok, dobro. Boste zdaj malo z mano hodili. Bomo. Oki piki. Nam pa kaj predlagi, kaj bi ti nam predlagala, ker ti sebe drugače vidiš kot en tako strokovnjak. Jaz vem, da sem v trendu in mislim, da one sploh niti ne vejo, kva je letos in kva ni. Tako da po mojem se mi zdi kar malo smešno. Veš, kako jaz tako funkcioniram? Jaz si vse šove pogledam že na spletu. Se pravi, zdaj so vsi šovi bili za pomlad, poletje, drug let. Ne? In potem, ko je pa kolekcija že zunaj v trgovinah, grem pa jaz, ne vem, v Milano ponavadi in si v trgovinah še v živo pogledam, pa naročim, ne vem, če stranka ne ve, bi, ne vem, S ali M številko, naročim kar obe številki, pa itak eno pošljem nazaj. Tako da ja, pa stranki naročim, ker ženske si še zmerno upajo prek spleta kupovati. Jaz največ nakupujem preko spleta, ker tam je največja izbira, v nobeni trgovini ni toliko izbire, kot na spletu. Je pa res, da grem pa rada po trgovinah, zato da so kolekcije vidim v živo, da jih potipam materiale, da probam, kako stoji, zaradi številk tudi, ker delam pač personal shopping z moje stranke, moram vedeti, kako je kakšna stvar. Veš, kaj me se zanimalo, Pika, pa kaj imaš ti tudi stranke, ki jih nisi spoznala v živo, da naprimer delaš z njimi samo, da jih spoznaš naprimer preko spleta, preko... Ne, ponavadi se dobiva na kavi, da jih malo začutam, a veš, tudi povejo, kaj ne nosijo, a veš, takoj kakšna reče, jaz ne nosim rdeče barve, jaz ne nosim črt in potem gremo naprej. Pa jih da prepričaš potem, naprimer, tako malo, tako... Odvisen. Od tega se ne da v Sloveniji živeti. Ampak izključno zato, ker vsaka misli, da ve vse v modi in da ima res najboljši stil. Pa mislim, da bi skoraj ne vsaka druga, skoraj vsaka rabila enega, da ji malo pove.